Danes bomo govorili o še enem velikem sesalcu, do zdaj smo spoznavali medveda, spoznavali volka, risa, šakala. Vse to so zanimivi sesalci, ki živijo pri nas, ki nas obkrožajo in zahtevajo svoj življenjski prostor. Prav tako ga zahteva tudi divji prašič, o katerem bomo danes slišali. No, predaval nam bo profesor dr. Boštjan Pokorni, specialist za to živalsko skupino. On je sicer po poklicu najprej gozdar, inženir gozdarstva, kasneje se je specializiral za divjad, tako za srnjad, kot za druge velike sesalce. Zdaj predava na fakulteti za varstvo okolja, zdaj ne vem, pod katero univerzo spada, je samostojna fakulteta, ne predava tudi na Primorski fakulteti, sicer za matematiko, naravoslovje in informatiko, sicer vedno teme o ekologiji teh velikih sesalcev. Objavlja v domači in tuji strokovni literaturi, znanstveni literaturi, je tudi aktiven lovec. V lovski organizaciji se veliko angažira v različnih odborih lovske zveze. Potem je tudi propagira sploh naravoslovje oziroma živalstvo, ekologijo živalstva, tako da je leta 17 dobil priznanje Prometej znanosti, tako da se splošno angažiran raziskovalec znanstveniki. Z veseljem pozdravljamo na Slovenski matici in da prosim, da nam predstavi svojo tematiko. Ja, hvala lepa, kolegu Pašku, za tole predstavitev, no, in da mogoče kakšen več komplimentov, kot si ga zaslužil. Jaz bom skušal vabilo, ki mi je bilo seveda v veliko čast, in sem ga tudi tako z veseljem sprejel, upravičiti in vam res poskusiti v tej uri čim več informacij o vrsti, ki jo javnost več ali manj kot konfliktno vrsto spoznava. Jaz osebno jo vidim pa predvsem kot pomembnega ekološkega inženirja pod našo domorodno vrsto, ki upravlja tudi številne pozitivne vloge in ima tudi koristi v okolju. Vesel sem, da je bilo izpostavljena tudi moja vloga znotraj Lovske zveze Slovenije. Vedno, ko predavam, to poudarim, zato ker seveda vsak človek je individuum in je subjektivno bitje, in če si vpet ljubiteljsko v določene sisteme, potem se lahko določene stvari tudi subjektivno svoje perspektive vidiš po eni strani, zato se mi zdi korektno, da vsak slušatelj to informacije ima. Po drugi strani seveda pa na tak način mnogo lažje do informacij in znanj prihajaš. Skušal vam bom v tem času potem tudi o divjem prašiču tako splošno znanja o biologiji, ekologiji, vrste, stanju v Evropi predati, kot tudi te najnovejše domače znanstvene ugotovitve, katerih se v zadnjem desetletju ni malo nabralo. Ker intenzivno se z raziskavami te vrste ukvarjam, zato seveda si tudi drznem javnosti o prašiču predavati tako z vidika splošne ekologije, tudi mogoče nekaterih bolj specifičnih tem. Posebno veselje me, da smo ravno v prejšnjem tednu uspeli v eni izmed najpomembnejših znanstvenih revij Science določene podatke o prostorskem vedenju sesalcev, v primeru tudi šakalov objaviti, pa bom tudi to vključil v predavanje in seveda, da lahko te informacije tudi potem naprej prenašamo javnosti, tako znanstveni kot splošni. V Velenju smo recimo na prav temo divjega prašiča znanstveni kongres organizirali, pa ni bil edini dogodek, no kar nekaj tovrstnih je. Vse to pripelje do tega, da potem tudi z veseljem na takih dogodkih te informacije prenašam naprej. Ampak, če mi dovolite, bi šel res na samo vsebino, torej divjega prašiča kot vrste, ki je
ne bom rekel kozmopolitanska vrsta, ni povsod razširjena, vendar je vendarle sesalec, veliki sesalec z enim največjih arealov aktivnosti, domorodna vrsta na območju, lahko vidite, skoraj cele Evrazije, tudi manjšega dela Severne Afrike, seveda kot naseljena tujerodna vrsta, pa tudi na drugih celinah, v obeh Amerikah, Avstraliji, Novi Zelandiji. In ne samo, da je tu prisoten kot takšen, tukaj je tudi invazivna tujerodna vrsta, torej popolnoma enak status ima, kot ga ima pri nas recimo nutrija, rakunanski pes ali pa še katera druga vrsta, in na tak način z njimi tudi tam upravljajo. Potem se seveda povratno zgodi, da pogosto v evropski prostor prakso iz teh držav, zaradi problemov, ki pač invazivna tujerodna vrsta tam ustvarja, skušamo prenašati. No in jaz osebno se tudi v mednarodnem prostoru zelo na nek način spopadam z temi izzivi, kako vendarle znati tudi nam, tudi strokovnjakom, tudi znanstvenikom dopovedati, da nutrija v Sloveniji, pa nekakšno vaše mnenje o tem, mogoče v razpravi, seveda ni isto kot je nutrija v Južni Ameriki. Ampak, če je država divji prašič v Avstraliji, Teksasu, ni isto kot divji prašič pri nas. Če bi šli zdaj gledati posnetke YouTube ali pa kaj drugega, bi videli, kako divje prašiče v teh omenjenih državah za nas resnično na neprimerne načine tam manijo. S helikopterji pa mitraljezi streljajo, strupijo, zažigajo. Samo tako lahko, kot seveda velikega škodljivca v ekosistemih teh kontinentov, z njim tudi na nek način popravljajo. Pri nas seveda so takšne prakse nesprejemljive, čeprav se marsikdaj zaradi problemov, ki jih tudi povzroča seveda zaradi velike številčnosti tovrstne ideje pojavljajo. No, tudi o tem bom skušal današnjim predavanjem par besed spregovoriti. Zdaj, tukaj seveda čista sistematika vrste, ki ni za namen tega predavanja zelo bistvena, ampak mogoče kot zanimivo, dve podvrsti sta vendarle v slovenskem prostoru zanimivi. Ta čisto nominalna podvrsta, srednjeevropski divji prašič, ki je pravzaprav najbolj razširjena vrsta, najbolj pa tudi v delu Slovenije genetsko drugačnega divjega prašiča, po vsej verjetnosti podvrstov, ki izvorno izhaja iz Sardinije, pa mogoče nekoliko več o tem tudi v nadaljevanju. Rekel sem, splošno razširjena vrsta je v Evropi, lahko vidimo, pozabite rdečo barvo, torej to ne pomeni nič razen, da tukaj ni bilo možno na podlagi podatkov v smislu potem modelnih distribucij vključiti, seveda ga v tem delu Evrope ni, v tem delu pa je, da niso podatki ustrezni, ampak lahko vidimo, da nekje srednja Evropa, vključno z našimi sosednjimi državami, Hrvaška, Madžarska, vzhodni del Avstrije, pa seveda tudi Italija, Francija, so območja, kjer so populacijske gostote divjega prašiča daleč največje in so ponekod tudi za velikostni razred večje kot pri nas. Pri nas največ prašičev na Primorskem, tudi zaradi omenjene podvrste, ki prihajajo iz Sardinije, več v tem nadaljevanju, ampak zanimivost, potem lahko vidimo določena populacijska jedra tudi v drugih delih države, vključno z neposredno okolico Ljubljane, če gremo proti Zasavju, recimo to Zasavsko Guro, Zasavsko hribove, je prašičev seveda precej, ampak daleč osnovna populacijska prisotnost je pa na Primorskem. Mogoče par besed o zgodovini divjega prašiča, ko si predstavljam, da seveda kljub temu, da ste vsi ljudje, ki jih imate veliko izkušenj in znanj, pa vendarle se za to vrsto niste nikoli zelo neposredno srečevali. Vrsta je, kot sem omenil že večkrat danes, v našem prostoru domorodna vrsta, ki je šla skozi zgodovino čez zelo pestra, raznolika obdobja. Bila je, lahko vidite, in tudi v Veslavi Rodine-Krajinske lahko o tem beremo, že tam nekje v 17. stoletju vrsta, ki so ljudje varovali. Imela je lovopust, danes tega pravzaprav ni. Zgodba se je tako spremenila. Kdaj pa je? Potem seveda so ga začeli obravnavati izključno zaradi negativnih vplivov na kmetijstvo kot velikega škodljivca in ta vidik, tovrstna obravnava, ki izhaja najprej iz odloka cesarice, nato iz tako imenovanega lovskega patenta leta 1849, je vrsto pripeljala ne na rob izumrtja, temveč onkraj roba. Divji prašič je v slovenskem prostoru izumrl in ni bil več prisoten.
Lahko pa vidite vzroke dojemanja, ki so eksplicitno zapisani, na kakšen način so ga divjega prašiča tudi razumeli. Danes populacija te vrste izhaja iz 110 let starega dogodka, ko je na Gorjancih iz posestva oziroma pravzaprav majhne obore, ki je takrat baron Gorani imel, ušla svinja za 4 mladiči. To so prvi eksplicitni dokazi nove zgodovine divjega prašiča. Jasno, da je par prašičev bilo tudi onkraj današnje meje na območju Republike Hrvaške, prihajalo je do parjenja in tukaj se potem ta, bom rekel, populacijska eksplozija začela. Skratka, svinja, 4 mladiči, 110 let nazaj. Potem boste pa videli, kaj se je dogajalo do danes. To je taka zelo primitivna, pa vendarle povedna karta, kako se je divji prašič prostorsko v slovenskem prostoru širil v prvih morda 70 letih ali nekoliko manj po pobegu. Samo maksimalno oddaljene lokacije od strela ali pa zanesljivih opažanj divjega prašiča so povezane linearno in lahko vidimo, da že v 5 letih po pobegu, če poenostavim četrtino Slovenije, poselil se takrat divji prašič teh območij tudi ustavno prisoten in niso bile velike populacijske gostote, vendarle ga je bilo pa moč opaziti. Do druge svetovne vojne, do konca let je več kot polovica Slovenije, do 60 let že pravzaprav celotne Slovenije. To so podatki, torej zelo enostavni, prostorski, precej bolj zanimivi so pa številčni podatki o odstrelu te vrste. Slovenija ima namreč delno tudi zaradi zgodovine tako avstro-ogrske kot kasnejše naše jugoslovanske skupne izredno dobro lovsko statistiko. Države v Evropi nam zelo zavidajo. Podatki, ki jih imamo, so res zanesljivi in so v nadaljevanju tudi takoj dostopni. Danes različne rekonstrukcije v Evropi delamo, različne analize, presenečeni bi bili, koliko truda, napora je treba vložiti, če bi želeli na rečemo nekem sorazmerno velikem vzorcu reprezentativnih držav, ne govorimo celotne Evrope, ker je nemogoče, ampak vsaj na mogoče 20 večjih državah dobiti podatke, tako enostavno kot je statistika mrtvih živali. Marsikje ne obstaja. V Sloveniji pa ja, in na podlagi tega seveda lahko potem tudi zelo enostavno rekonstruiramo, kaj se je dogajalo z vrsto, tudi z vidika večanja številčnosti, pri čemer sem seveda na tej grafiki izpostavil nekatere izstopajoče podatke oziroma leta, ki si sledijo na videz mogoče razmetano, če pa pomislimo, kaj se okolju takrat dogajalo, pa vendarle logično. A bi se kdo od vas upal odgovoriti, kaj bi lahko bil vzrok, da smo imeli recimo v letih, ki so označeno, pomeni, to je bilo leto 2020, pri tem je 2018, 2012, tako mnogo več divjih prašičev, kot pa v letih prej ali kasneje, povezano pa s hrano. Letina. Letina njemu, najpomembnejše pa ne samo njemu, tudi miši, malim dodavcem, semjanine nazadnje, hrane, obrod plodonosnih listov cveta. Pomeni bukov žir, kostan, pa hrasta in želod njegov je tisto, kar definira populacijsko dinamiko, pač pa medletno variabilnost v številčnosti. In vsa ta leta so leta, ki so sledila leto z obrodom. Pomeni, jesen je prejšnjo leto ogromno semena, ogromno hrane, živali so seveda naredile svoje rezerve, divji prašič je tako imenovan captive breeder, lahko ogromno kupiče kot domač sej. Ko teden stradamo, pa ne bo poginil, pa bomo pa 14 dni fotrali, bodo pa 30-40 kg. In divji prašič ima isto zgodbo. In seveda, ker ima veliko prehranskih virov, ker so živali v dobri kondiciji, lahko imajo tudi veliko mladičev, ki preživijo. V letu po obrodu imamo vedno veliko številčnost. Letos vemo, da bo prašičev precej več, kot jih je bilo lani, precej več. In drugo leto nas je strah, da bo prašičev še več, tukaj leto se da pričakujemo zopet, vsaj kar se bukve tiče, močan obrod. In prav v tem obrodu, če naj na tem mestu eden izmed pomembnih vzrokov naraščanja številčnosti, tu imamo te up and downe, ne se menja, ampak trend je pa vendarle zelo izrazit naraščanje. Torej prav v obrodu se skriva eden izmed najpomembnejših vzrokov, zakaj.
Semenska leta se namreč ožijo, zaradi tudi podnebnih sprememb, vroča sušna poletja so seveda za drevesa stresna in drevo kot vsak organizem na stres odreagira tako kot edino zna skozi evolucijo, torej da preživi od vrste, da se ohrani, ohranila se pa tako, če bo imela več potomcev. Seveda, po stresu, in to je znano tudi pri ljudeh, se seveda osebki začnejo bolj razmnoževati, zato ker želijo vrsto ohraniti. In pri divjem prašiču je zgodba podobna. Je še pa tukaj potem ena stvar v letu, torej, ki je označeno 2020, še dodatni znak, še izrazito je številčnost narastla. Vidite, da je bilo potem v letu 2021 celo rekordni odzem divjih prašičev v Sloveniji, 82krat več je bilo odstreljenih kot v začetnem obdobju zanesljive statistike, pomeni nekje v 70 letih se je številčnost povečala za več kot 80krat. Ti podatki, ki so takole plus, kot pojasnilo, torej na levi strani je odstrel, na desni strani so registrirane izgube, povoženi divji prašiči, najdeni, poginuli divji prašiči, volka je požrl, pa smo našli ostanke in podobno. Mogoče ste kdaj v javnosti slišali izraz odvzem vrst, pri medvedu recimo zelo popularno, za odvzem se načrtuje 230, ne za odstrel. Pa se potem seveda neuka javnost zgraža, kako hočemo zdaj sniti leporečje, bežimo besedo odstrel in ubijanje. Nobeno leporečje ni to, vsebinsko popolnoma druga stvar. Odstrel je tisto, kar so odstrelili z puško in to je tle in lovci s tem nimajo nobene težave. Izgube se pa prištejo zraven v tako imenovani odvzem. Pri nas se načrtuje, realizira, poroča odvzem, pomeni odstrel plus vsa registrirana smrtnost živali, ki je seveda večja od odstrela. Pri divjem prašiču sicer res da samo za gora 2%, pomeni divji prašič je vrsta, ki je dejansko večinoma obživljenje zaradi lovcev in njihove aktivnosti. Imamo recimo vrste kot je srnjak, kjer je odstrel manj kot pa 70%. Vsaj 1/3 odzema te vrste predstavljajo izgube, predvsem promet, pa seveda tudi košnje in podobno. In seveda je leto 2021 za tako dramatičnim večjim posegom populacije kot v preteklih letih še posledica nečesa drugega. Takoj informacije o tem, ampak pred tem, to, kar sem prerekel, na kar smo lahko Slovenci ponosni, pomeni ne samo, da imamo zanesljive podatke, imamo tudi zelo ažurne. Vi verjetno veste, da če hočemo dobiti določene statistične podatke, danes za leto 2022 je morda skoraj utopija, za 2021 pa ja. Pri upravljanju populacije divjadi imamo podatke čez noč. Lovci so dolžni vse odvzete, streljene, povožene, tako naprej osebke, vnesti v lovski informacijski sistem. Ti podatki morajo biti vnešeni najkasneje do začetka prihodnjega meseca in so potem tudi online dostopni. Mi lahko vsak trenutek pogledamo, koliko živali je v tem primeru izgubilo življenje in katere živali so, koliko so tehtale in podobno. Tako da na včerajšnji večer je bilo v letošnjem letu vnešenih v ta sistem 4000 nekaj odstreljenih divjih prašičev, seveda se bo ta številka proti koncu leta močno povečala. Pa se vrnem na ta krogec, jasno, da označuje neko tarčo, torej povezan je z odstrelom. Mi smo namreč v Sloveniji začeli z letom 2021 z divjim prašičem upravljati še precej bolj intenzivno. Morda ste v javnosti brali, da se vračamo v čase Marije Terezije, da želi država vrsto iztrebiti. Zakaj? Zato, ker je zaradi bolezni, imenovane afriška prašičja kuga, ki je virusna bolezen. Jaz osebno sem prepričan, če ne bilo covida, bi zdaj samo o tem govorili, pa morda bi jo že pri nas smeli. Covid je pa seveda vse stvari relativiziral. In če kakva stvar bila dobra, da je z vidika tveganja za prenos afriške prašičje kuge ta drama, ki je bila prej, predvsem v veterinaških krogih, se nekoliko umirila in se malo manj o tem govori, je pa seveda celoten sistem z biovarnostnimi ukrepi pripravljen. Lahko vidite po televiziji obvestila v smislu zaveščanja javnosti, na počivališčih in podobno. Seveda, nevarnost širjenja in prenosa te bolezni je kuga, vendar kuga kot kužna bolezen, ni pa za ljudi nevarna, ni zoonoza, da se ne bi ustrašili.
Je pa seveda problematična z tega vidika, da se prenaša na domačega prašiča in lahko marsikje z vidika gospodarstva prašičereje zelo velik problem predstavlja. Danska, Poljska, recimo države, ki temeljijo na prašičereji, so lahko zelo prizadete. No, iz tega vidika toliko pozornosti tej bolezni. Seveda, če želimo zmanjšati tveganje za prenos, na to, da gre za virusno obolenje, je pač treba zmanjšati možnost stika in možnost stika najlažje zmanjšamo na način, da se populacijske gostote pa številčnosti zmanjšajo. In zato so napori povsod po Evropi pri upravljanju z divjim prašičem usmerjeni k zmanjšanju številčnosti, tudi zaradi zmanjšanja nevarnosti širjenja virusov. In z tega vidika je Slovenija v letu 2021 dovolila uporabo tega. Prej ni bilo seveda možno, prej so pač razne pripomočke, v tem primeru so posnetki s televizijsko kamero, bile domena policije pa vojske. Od leta 2021 naprej pa tudi za to vrsto, torej za divjega prašiča, lahko lovci uporabljajo termovizijo, ker je samo tako možno po noči jih loviti. To seveda je tudi vplivalo na večjo številko odstrela 2021. Zdaj, ko gledamo podatke, trendi nihanja Slovenije in jih primerjamo z istovrstnimi podatki v Evropi, lahko vidimo, da imamo v celotnem, rečemo, alpskem prostoru, pa tudi srednji Evropi, zelo podobno zgodbo. Naraščanje številčnosti povsod z istimi leti, ko je prašičev več in manj. Slovenija, Avstrija, Nemčija, Češka, povsod vidimo podobno. In to so ti viški, tukaj morate biti previdni, ker vse v Sloveniji zadnji podatek pade navzdol, ker smo imeli leto mlajše podatke, kot recimo Avstrija, to je leto potem 2011, to je 10, to je 10, to je 10, to je 10. To so države, ki imajo sistem upravljanja z divjadjo, tudi z divjim prašičem zelo raznolik. V Sloveniji je divjad, si bom dovolil rečeno, čeprav v tem trenutku ni tako, torej v lasti države, mogoče ste lani poslušali, da se ta nerodnost, nekako je tudi besede ne uporabimo, da se zaradi določenih zakonskih pomislekov iz zakona o ohranjanju narave črtala skoraj da preambula, kjer je bilo določeno, da je Slovenija lastnica divjadi, in smo imeli potem eno obdobje vmes, ko je bilo tako kot kje druge v Evropi, ko je seveda divjad brez lastnika, danes se te stvari zopet sanirajo. Zakaj? Zato, ker seveda je divjad last vseh nas, v prostoru se giba in ne živi na mojem, na vašem, na njegovem, da bi lahko lastnik imel seveda ekskluzivno pravico odločanja. Imamo pa sisteme v Evropi, ki tako funkcionirajo. Avstrija je takšna, recimo, kjer je izključno lastninska pravica povezana z lastnino divjadi. Imamo potem sisteme, kot je recimo Nemčija, Češka, kjer imamo seveda na deželnih nivojih, če drugačno odločenje in podobno. Meni popolnoma različni sistemi upravljanja, popolnoma različna logika od zadnji, pri nas zelo centralizirano, zelo strokovno, marsikje zelo individualno, ampak trendi so pa enaki. Ta graf je meni osebno, glede na to, da vem, da želimo vsi v Evropi številčno divjega prašiča vsaj zaustaviti rast, še bolje pa zmanjšati, na nek način strašljiv. Zakaj? Zato, ker jasno kaže, da ljudje z upravljanjem v danem trenutku nimamo te sposobnosti. Preprosto je vrsta tako prilagojena, preprosto ima tak način življenja in mi imamo tudi to vrstne norme varnostne in etično urejene v sistemu upravljanja, da enostavno je naravni obrod mnogo bolj vodilni. Pomeni, če imamo bogata leta v prašičevih prah, mi streljamo, pobijamo, koliko jih hočemo, ne bomo uspeli številčnosti zmanjšati. Če gledamo seveda z vidika čist nekega naravovarstvenega poslanstva in dejstvo, da je vrsta domorodna z koristmi, ki bi kasneje prikazal, bom pa rekel, hvala Bogu, da je tako. Prej smo omenili, da mi lahko podatke vidimo takoj, ravno zaradi tega, kar kaže ta slajd, pomeni, imamo online dostopne baze za vsako odzeto žival, mnogo podatkov vpisanih od telesnih mas do, kar je najbolj zanimivo, konkretne lokacije odzema,
kilometrska mreža od leta 2015 naprej z konkretnimi koordinatami in to nam seveda omogoča potem izvedbo tudi številnih vzročno-posledičnih analiz, kateri so tisti dejavniki, ki vplivajo na njih. Omogoča nam pa tudi to, da lahko res v tem trenutku vemo točno, kje so žarišča prisotnosti in populacijske gostot neke vrste. In ta karta, recimo, Divjega prašiča je velik korak naprej, od one, ko sem kazal. Naj samo rečem, da za namen tega predavanja, recimo, sem to karto pripravil, sem rabil mogoče 4 ali 5 klikov na mišo, pomeni par sekund. Ono karto, ko smo na nivoju Evrope prikazali, mi smo sicer sodelovali kot zunanji eksperti, ne člani projektne skupine, obstaja velika projektna skupina, ki dela za EFSO, EFSA je European Food Safety Authority, več kot 2 leti. Kar nekaj več kot €1 milijon je bilo vloženo v to, da smo lahko dobili karto populacijske gostote divjega prašiča v Evropi. Pri nas imamo pa sistem, ki ti omogoča sam in seveda nam potem tudi omogoča marsikaj na znanstvenih osnovah pri upravljanju izvedeti. 2 kroga sta se pojavila, imejte jih v mislih, ko bom v čisto zaključnem delu predavanja skušal spregovoriti o metodah ugotavljanja številčnosti, ker ravno v teh 2 območjih, teh 2 loviščih, pomeni Rižana in pa na Krasu vrhe Vrabče, smo v lanskem letu določenimi aktivnostmi začeli. Omenil sem afriško prašičjo kugo, res vas ne želim o tem strašiti, no pa da imate določene informacije, ker v medijih se še vedno dosti pojavlja. Bolezen se širi in se bliža Sloveniji, preko Slovensko tudi dosega. Ja, če bi se o tem pogovarjali 3 leta nazaj, je bila drama, danes se mogoče nekoliko lažje. Dejstvo je, da na Sardiniji recimo je prisotna, pa isti virus prisotno že več kot 70 let, bolezen je postala endemična, ljudje živijo z njo in nobenega resnega problema. Res je pa problem, kadar v srednji zahodni Evropi pridejo divji prašiči, ki so okuženi, v kontakt z domačimi prašiči. Tule je najnovejša karta primerov v letošnjem letu, pozitivnih, torej najdenih bodisi kadavrov divjih prašičev, ki so bili pozitivni na virus APK, afriške prašičje kuge, z rdečo barvo pa domači prašiči na farmah. Lahko vidimo, Poljska, Nemčija so tiste države, kjer je danes problem največji. 3 leta nazaj v teh državah bolezni ni bilo. Tu lahko vidimo dosti veliko žarišč v Italiji, v kontinentalni Italiji. Do januarja 2022 bolezni tle ni bilo. Vsi ti primeri oddaljenih območij pojava bolezni so povezane z antropogenim prenosom. Virus ostaja virulenten in aktiven tudi v bodisi mesu, bodisi suhomesnatih izdelkih in seveda, če gre val kakorkoli že iz vzhoda proti zahodu, bo seveda ob sendvičih in podobno se lahko tudi na počivališčih znašel virus, do katerega bo potem prašiči prišli. Zaradi tega, če boste pozorni, boste lahko videli, kot sem prej omenil, v počivališčih cest, avtocest, kar nekaj opozoril tabel, kako ravnati in da ne mečite odpadke čez. Na nek način povedno, pa žalostno je ta zgodba, da se virus afriške prašičje kuge v Evropo razširil iz vzhoda, Ukrajina je bila tista prva, kjer se je začela potem Belorusija in iz obeh 2 držav se je v vzhodno Evropo, predvsem baltske države, pa Poljsko, širilo zelo hitro, zato ker ljudje niso imeli izkušnj, so delali pa paniko. Divje prašiče probati čim bolj pobiti, zmanjšati številčnost se ne bo širila, delali so velike hajke, velike pogrome nad njimi, ja, in seveda so jih veliko postrelili, kar nekaj so jih pa samo poterali. Tukaj je bila hitrost širjenja več 100 km na leto. Ko so potem na poljskem območju Bjaloveža, na meji z Belorusije, na podlagi seveda tudi poznavanja prostorskega vedenja prašičev, se odločili, ja, zelo intenzivno odstrel, vendar samo individualni lov, brez hajk, so hitrost širjenja zmanjšali na 5 do 6 km na leto. Pomeni, za takšno hitrost je seveda lahko traja kar nekaj stoletij, da bo k nam prišel. Je pa težava seveda, da se širi po drugih linijah. Danes najbližje je na območju, torej najbližji primeri, najbližje območje prisotnosti virusa je že zahodno od Donava na Madžarskem,
pri Vjeru, to je pa nekje tam slabi 200 km od naše meje, zato se da mogo biti tudi približno. Mogoče več o tem v razpravi, ampak še enkrat, ravno ta nevarnost je bila kriva za to, da je država v letu 2021 temeljito spremenila način upravljanja, da je lovcem omogočila izvajanje lova po noči, ki je že prej bil dovoljen za to vrsto. Divji prašič je bil pravzaprav edina vrsta, ki je bilo možno po noči loviti. In da jasno, po noči ne moreš loviti, če nimaš pripomočka. Po polni luni, ki je zelo redka, pa oblačna, pa seveda zelo težko potem lovec tudi se odloči za strel. Z temi pripomočki, ki so zdaj dovoljeni, je ta zgodba enostavna. Podobna zgodba je tudi v večini drugih držav. In država se je celo odločila, da motivira lovce razstreljivih prašičev tako, da ko presežejo letno kvoto, ki jo morajo, sicer so sankcionirani. V Sloveniji je tako, da če lovci ne dosežejo načrtovanega odzema katerekoli vrste, jim grozijo hude kazni. 4200 evrov je za prekršek tak, pa rumeni karton, če se to dvakrat ponovi, izgubijo lovišče. Ne če presežejo, pač pa če ne dosežejo odzema. In ta kvota to določa. Zdaj imamo pa še to dodatno zgodbo, ko so pa dosežene kvote, presežene pa država motivira lovce z 100 evri za posamezno žival, ki jo ostanega, govorim za divje prašiče. Tudi tukaj je bilo v medijih potem veliko zgodb, kako smo zdaj tukaj nek unikum in podobno. Daleč od tega, recimo 20 let nazaj se je začelo, da so danski parlament plačevali nemškim lovcem za odstrel malih divjih prašičev, ker so se bali, da se bo seveda širili njim. Seveda lovci pa niso motivirani malih teh rogastih prašičev, da bi poljubili streljati in je Danska plačevala nemškim lovcem. Kako je to seveda meddržavno ne vem, ampak so našli rešitev. Hrvati recimo so plačevali, še zdaj plačilo za prašiče, pred leti, ko so imeli še več denarja, pa jim ga je zmanjkalo, to zadeve za odstrel šakalov, ko je bil pri nas zavarovan, so plačevali nekje okrog 450 kun za enega odstreljenega šakala. In kar je bilo najbolj hecno, recimo na otoku Krku, je pa župan se odločil, da bo še motiviral, se je Krk turizem pa ovce, in problem, če bo šakal ovce poklal. Tam so ga plačevali 5000 kun za upljenega šakala, pa 2000, če si ga povozil. Pomeni, tukaj so ti vidiki različni. Kaj se je dogajalo? Seveda, Hrvati so to hitro pogruntali, in so pač iz Slavonije, ko šakalo ogromnih, lahko na Krk vozili, in sem ga pa povozil, ta ukrep ni dolgo trajal. Ampak ta vidik pomeni učinkovitega in pa intenzivnega posega na populacijo te vrste je danes kar nekako stalnica v večini evropskih držav. Zdaj mogoče nekatere najbolj zanimive vidike iz biologije, ekologije vrste, ne bom vseh stvari, ki so zapisane, vam predal, ampak tiste, ki res odločilno vplivajo na stanje populacij, ki imamo danes. Prvo je seveda to prehranski generalist. Divji prašič, podobno kot domači, je seveda vse in je učinkovit pri kopičenju zalog in seveda posledično tudi lahko preživi težka obdobja leta in ima velik prirastek. Samo kot zanimivost, torej morda ste kdaj v gozdnem prostoru videli takole razrita tla, rijejo divji prašiči v gozdnem, predvsem to korišče tole. A si predstavljate, kaj bi to lahko bilo? Krompirjem gomolom deluje podobno. Gre za eno vrsto podzemne gljive, morda je celo več vrst, ampak en rod. Košutnice se imenujejo, Elaphomyces granulatus, lahko enostavno rečemo celinski tartufi. Tudi sicer tartufe imajo divji prašiči zelo rade. Tartufe imajo velike težave za prašiči, ker seveda učinkovito lovijo in imirajo. Je pa resnica tudi takšna, da so tartufi prisotni pa marsikje prav zaradi prašičev, ker so pač v zgodovini z tako imenovano zoohorijo, prenašanjem spor jih razširili. Tukaj je zopet zgodba dvosmerna. Te vrste, pomeni košutnice, za nas ljudi niso zanimive, jih ne uživamo, so pa zelo vezane, so nekorizne vrste na te kratke korenine smreke ali primate. Marsikdaj po gozdu, ko vidimo take ritine, vemo, da so košutnice tam rasle. Pa ne samo divji prašiči, tudi srnjad jih zelo išče, seveda je pa možnost srnjadi z kopanjem in nosom, ki je precej manj senzibilen kot divji prašiči, tudi precej
manjša. Tole je tudi pomembno, kako je seveda se v zadnjem obdobju razmnoževalni potencial divjih prašičev, njihovih samic predvsem spremenil. Čisto evolucijsko gledano, ja, svinje ima 5 parov seskov, od katerih so aktivni 4 pari, ker se ustvari sesalni red, tam nekje po 4. tednu, praviloma na posamezno svinjo bi lahko preživelo 8 mladičev. Je pa seveda problem, ker imamo določena območja v Evropi, kjer je zelo intenzivno križanje oziroma hibridizacija ali pa, če hočete, introgresija genov domačega prašiča, kjer je seveda skozi zgodovino z selekcijskimi procesi se precej povečal tudi razmnoževalni potencial. Domača svinja z lahkoto 12 prašičev tudi doji, ima torej več seskov. In seveda, če se potem ti geni povratno vnesejo v populacijo divjega prašiča, se lahko tudi to zgodi. In danes niso redki primeri, da vodijo svinje več kot 8 mladičev. Zanimivo je, da je to tako imenovana poliestrična vrsta, za razliko od srnjadi, ki se pari samo enkrat letno, če je oplojena je, sicer ne, se divji prašiči, torej njihove samice, lahko nekje na 3 tedne, pravzaprav tako dolgo, dokler ne bodo oplojene. Lovcem je tole najlažje razložiti, koliko nosi svinja, 3 so vsak polni, nekje približno 3 mesece, 3 tedne, 3 dni ali bilo 120 dni. Tudi jaz, ko sem bil mlajši, sem se učil, ko je bila ta splošna osnovna ekologija, obdobje parjenja te vrste se imenuje buk ali tudi bukanje, pa ste slišali, se tudi domača svinja se buka, da je to nekje v obdobju od novembra do januarja, pri čemer se novembra parijo, bukajo odrasle svinje, januarja pa potem mlajše oziroma enoletne. Danes to ne drži nikakor ne več. Danes se divji prašiči parijo čez celo leto in to je tudi potem odločilno vpliva na naraščanje številčnosti. Tudi pri nas zelo konkretni podatki, kdaj so glavno obdobja poleganja mladičev, res da še vedno nekje, recimo v marcu in aprilu, kjer je skupaj čez 50% mladičev poleženih, februar, maja pa glavna perioda, ampak seveda najdemo tudi jesenskem, poletnem času, tudi zgodnji zimi, lahko kar nekaj najdemo. Predvsem na Primorsku, če primerjamo recimo 2 popolnoma različna predela Slovenije, Pohorsko, Primorsko, nekje več kot 10% mladičev se poleže tudi čez poletje in jesen. In seveda potem se prirastek veliko poveča. Da smo lahko mi te stvari ugotovili, smo jih preprosto zato, ker v Sloveniji lovci morajo za vsako odvzeto žival pripraviti čeljustnice in seveda pri divjem prašiču je dinamika izraščanja in pa menjave vlečne ostane zobe tako zanimiva, tako mešana, pa tako eksplicitna, da lahko pri teh mlajših živalih, tam nekje do 2 let starosti, skoraj na mesec natančno, pa mogoče 2 meseca natančno starost določimo. Če vemo datum, da je bila žival odstreljena, potem se vedno lahko zelo hitro retrogradno ugotovimo, da je bila poležena. So zanimivi ti trendi, potem mi smo pripravili z lovcem zelo detaljne sheme, kako prepoznati in se te starosti lahko potem tudi določajo. In seveda govorim o tem toliko zato, ker je pa ne samo pri prašiču, pri prašiču mogoče zaradi velikosti legla to najbolj izrazito, ampak podobno tudi pri ostalih prostoživečih živalih. Ljudje pogosto imamo dejansko to napačno predstavo, da živali postanejo spolno zrele, ko dosežejo neko starost. Izhaja mogoče tudi iz naše populacije. Pri prostoživečih živalih ni tako. One rabijo prak telesne mase dosežiti, ko ga dosežejo, bodo samice šle v ovulacijo, bodo lahko oplojene. In tukaj se seveda zgodi, če je potem ugodno, kot sem prej govoril, vedno več hrane, pa ne samo te hrane naravnega izvora. Površine za divjega prašiča najbolj pomembne antropogene hrane, ki je koruza, so se povečale enormno, res enormno. In hektarski donosi so se povečali enormno. In tu imamo zdaj res eno tako spiralo problema, ko lastnik zemljišča zaradi želje po večjem prihodku, po več proizvoda, po večjem donosu,
si z določenih aspektov dela škodo, ker bo pač več hrane, v tem primeru rodive prašiče, ki bo seveda delali škodo na travinju, na njusni površinah in podobno. Hrane za vrsto je pa zmeri več. No in ker je hrane zmeri več, se seveda dogaja, da tudi potem živali mnogo prej ta kritični prak mase dosežejo, da gredo samice v ovulacijo. Zopet, na podlagi naših podatkov, telesne mase, ja, za vsako žival vemo, lovci so dolžni stehtati, ve se laboratorijsko, kdaj se zgodi ovulacija. V preteklosti je veljalo nekje 35 kilogramih, ko doseže samica, če bi se pogovarjali 20 let nazaj, bi lovci rekli, da mora biti stara leto pa pol. Danes ni več tako. Danes tako maso doseže, lahko vidite, zelo enostavno, če naredimo potem povezavo, da je preseže pri 8-9 mesecih. Pa se je potem pokazalo, da teh 35 kilogramov dejansko ni tista masa, ki jo lovci tehtajo, pomeni očiščeni živali. 35 kilogramov je bilo mišljeno žive teže, z notranjimi organi. Pomeni, dejansko je 25 kilogramov nekje tista masa, ki jo doseže že pri 6 mesecih. 6 mesecev stara samica že gre v gonjo, v reprodukcijo in seveda se potem število mladičev povečuje. Če čisto enostavno si nekaj izračun naredili, seveda imajo te mlajše živali, ponesrečeno se pri nas imenujejo mladiči ozimke ženskega spola in ozimci moškega spola. Če bi šli gledati CSKJ, ozimka je hruška in to je edina definicija ozimke. Izhaja pa iz tega, da je bil ponesrečen prevod iz nemščine. In ja, kot je bilo v preteklosti, da so se svinje bukale na začetku zime in so potem nekako bile breje prek zime, pa polegale konec zime, je ta ozimka nekoliko bil tudi logičen izraz. Danes je pa zgodba taka, da se pogosto zgodi, da je prašič poležen maja, junija, potem pa recimo ustreljen oktobra, pa se pogovarjamo o ozimcu in ozimki, pa pojma nima, kaj je zima, recimo. To so to take stvari, ki se potem seveda razvijajo. Ampak bolj ključno je pa to sporočilo, da seveda imajo ti mladiči manjša legla, da imajo manjše mase, recimo 4, 5, 6 svojih mladičev, odrasle seveda več, 8, lahko tudi 10 nekatere, ampak gro prirastka se zgodi tle. In to je tista zgodba, ko je zelo težko razumeti. Ker lovci so v preteklosti res svinjo odraslo razumeli kot sveto kravo. Sveta krava slovenskega lovstva je bila svinja 2+, ki jo nihče ni želel odstreliti, ker se je bal, da bomo s tem divje prašiče v bistvu sesuli, populacijo iztrebili in se jih je enormno varovalo. Pri čemer se seveda pozabljalo, da prirastek je pa tleno. Tudi to je seveda imelo vpliv. Slovenija tukaj ni bila nikakršen, to je posod po svetu tako. Morate pa razumeti seveda, da karkoli se kdo v lovcu misli, vendarle večina lovcev se mora potem tudi na koncu s svojimi psihološkimi travmami spopasti, ko odstreliš žival, ki na koncu iz nje 5-6 zarodkov skoči, nihče ni vesel, nobenemu ni lahko. Iz tega vidika seveda je vedno bila ta zgodba, dajmo te potencialno breje varovati. In tudi to je seveda pred leti v trende, kot so prožili. Mi se zdaj trudimo, da bi probali res za vsako odstreljeno samico vsaj izvedeti, razvili smo posebne aplikacije, da lahko vsakdo pač poroča, bilo je 4 zarodkov, 2 moška, 2 ženskega spola in podobno. Kar nekaj raziskav smo delali v preteklosti glede razmnoževalnega potenciala, bodi si na podlagi zarodkov, bodi si jajčnikov in rumenih teles, in potem seveda ugotavljali, kako dejansko telesne mase vplivajo na velikost legla in kako seveda potem tudi se v evropskem kontekstu te stvari dogajajo. Logično je, teže kot so živali, več bo tako rumenih teles, ki kažejo, koliko se je seveda, če hočete, jajčec spustilo, kot tudi velikost legla in tudi gradient v Evropi, če gremo proti severu, zaradi tako imenovanega Bergmanovega pravila, živali so težje na severu kot na jugu, pomeni imajo večje legla. Vse te stvari nekako danes vemo in skušamo tudi upoštevati. Govoril sem že nekaj, kako potem na to medletno nihanje številčnosti, ki sem ga kazal, vplivajo prehranske danosti, ki tako po eni strani določajo, kdaj bo samica šla v reprodukcijo,
koliko mladiče bo imela, ali bodo mladiči preživeli ali ne, zarodki in podobno, ne, pa seveda tudi, ali bo čez sezono več obdobij poleganja. Ne. In seveda so tudi določene neposredno klimatske dejavniki, divji prašič je vrsta, ki seveda ni vrsta hladnih območij, ki se ga predstavljate, ne. Zelo kratke noge, visoka snežna odeja, pa za njega ni primeren prostor, ga nazaj drži, ampak prilagojen je na več ali manj toplo območje. Z klimatskimi spremembami se te stvari spreminjajo, kot se spreminja tudi to, kar sem prej omenil. No, in ja, to zgodbo si prosim zapomnite, no, torej želo, džir, kostanj je tisto gonilo, ki določa, kaj se bo okolju pri prašiču in drugi. Prej sem slišal, da ste imeli predavanje tudi o medvedu, če ste ga poslušali, ne. Medvedov je določeno leto povoženih več, določeno leto manj, vse je od tega odvisno. V letih, ko imajo hrano, ko imajo obroda dovolj, pač ne rabijo vandrati okrog, ne rabijo iskati drugih prehranskih virov in je 3-4 manj medvedov povoženih, kot pa v letih, ko obroda ni. Mi smo veliko ukrepov zoper povoz divjadi in medvedov poskušali, ampak ko ni bilo hrane, noben ukrep ne funkcionira, ker preprosto morajo jesti. Ne. Zdaj, kaj lahko pričakujemo, glede na to, da poznamo ekologijo vrste, da poznamo, kaj se v preteklosti dogajalo, da vemo, kakšno stanje danes, da se bo dogajalo v prihodnosti. Tukaj je kolega Matija Strgar, ki je zdaj zaposlen na Zavodu za gozdove Slovenije, zelo super doktorat na temo habitatnih modelov delu in je seveda na podlagi prisotnosti divjega prašiča v okolju ugotovil, kateri so tisti ključni dejavniki, ki vplivajo, bodisi, da so gostote večje, zelena puščica, kot je recimo januarska temperatura, delež grmišč in mladovij v krajini, ali pa da so gostote vrste manjše. Poprečna ljudska količina, padavin, vozni red in podobno, seveda tudi razdalje od krmišč. Na podlagi teh eksplicitnih modelov je potem napovedne modele naredil, kaj lahko pričakujemo, da se bo z prašičem dogajalo v prihodnosti. To je ocena, ko je delal doktorat, pomeni 10 let nazaj, divji prašič prisoten nekje na 3/4 Slovenije z gostoto manj kot en osebek na 100 hektarov ali en kvadratni kilometer. Če se ne bi ni zgodilo, če bi samo upoštevali habitatne razmere, ki se bodo seveda spremenile, in se pa ne bo v klimi spremenilo, in če se ne bo nič v upravljanju spremenilo, bi leta 2040 lahko videli to. Gostote bodo ostale enake v povprečju, da bi se vrsta razširila za dobrih 10% Slovenije. Če pa vključimo tudi potem habitatne klimatske spremembe, nek zmerni, dosti realen scenarij, temperatura var za manj kot 1 stopinjo, padavine julijske var za nekaj milimetrov, bi divji prašič zasedel že 90% Slovenije, gostote bi še pa vedno enako ostale. Pomeni, nič se ne bi na konkretnih lokacijah pritiski povečali, samo razširili se. Ob samo malo bolj dramatičnem scenariju, ki seveda ni povsem realno, verjetno nekje vmes, 3 stopinje temperatura gor, padavine za več kot 10 mm dol, poleti bi pa gostote skočile na 2,2 osebka na kvadratni kilometr. To so poprečne gostote seveda, in bi tudi prašič prisotni posod. Vse te stvari, podatki, ki v Sloveniji imamo, omogočajo. Olajšujejo odločitve in olajšujejo tudi seveda v evropskem kontekstu, kaj z vrsto početi, kaj lahko pričakujemo. Tudi, recimo, zaradi pojava preomenjene hibridizacije, ki je marsikje zaradi paše, seveda, domačih prašičev zunaj, pogost pojav. Kolegi iz Hrvaške, tudi Nikica Šprem, profesor na Domovskem faksu v Zagrebu, delal doktorat na to temo pred 15 leti. Če sem prej govoril, da ima divja svinja 8 aktivnih sveskov, taki je križanec, ravno tako kot domača, do 12, poleg teh seveda zelo vidnih zunanjih sprememb. Mi smo v zadnjih letih, predvsem za kolegi iz Univerze na Primorskem, profesor Elena Buža in njena skupina tukaj delajo tudi veliko lotili genetike divjega prašiča za različne namene. No in prva, kar je dobra in fajna informacija, je, da križancev z domačimi v slovenskem prostoru pravzaprav ni. Pomeni ta modra
barv, ki je v Sloveniji prisotna, lahko vidite, da prevladuje, in bolj ko gre proti rdeči, večja stopnja hibridizacije. Kot recimo Bosna, kontinentalna Hrvaška, predvsem pa tudi srednja Evropa. Pomeni tega tveganja introduksije genov domačega prašiča v divjega tona zaenkrat ne zaznavamo. Imajo pa seveda prašiči pri nas na drugi strani zelo visoko stopnjo heterozigotnosti, torej veliko genetsko pestrost, kar je seveda z vidika ugodnega stanja populacije zelo ugodno. Vrsta je, če hočete, zelo varna. Varna tudi zato, ker se zelo pogosto dogaja, da najdemo legla z večjimi očeti. V določenih delih Slovenije, recimo v lovišču, od koder jaz prihajam, Milka Šmartno v Parki, pravzaprav vsakega mrtvega divjega prašiča pošljemo v laboratorij, naredimo potem genetske analize, določimo mitohondrijsko DNA in podobno, pa vsaj mikrosatelite. No in seveda smo potem šli v leglih prašičev ugotavljati, kako je z materami in očeti. Mater je zagotovo eno, drugače ne more biti, ampak vidite, kar 6 lega na enem majhnem lovišču smo našli, kjer so bili različni očeti. Pomeni, zarodki iste kohorte, iste generacije, če hočete, imajo različni očeti. To jim seveda povečuje njihov genetski sklad in potem posledično tudi dolgoročno stabilnost, če hočete. Omenil sem prej, da je v Sloveniji zanimivo, ker imamo genetsko gledano na Primorskem, kjer so največje gostote drugačne prašiče, tukaj raziskava, ki se kolegica iz Srbije, Nevena Maničkovič vodila, pokazala, kako so ti primorski divji prašiči genetsko popolnoma drugačni, kot so pa kontinentalni. Zgodba je pa v tem, da je tam nekje, zdaj 20 let nazaj, ena dosti velika odbora na italijanski strani nad Trstom bila, kjer je lastnik gojil divje prašiče iz Sardinije, so ušli in so masovno seveda v nekaj letih poplavili slovenski kras in pa tudi primorski del, tudi slovenske liste. No, in je danes, kot lahko vidite, seveda zgodba drugačna. Mnogo manjši so, ker so v osnovi manjši, pa mnogo hitreje dosežejo ta kritični prag telesne mase, ki je pri njih manjši, kot sem ga prej kazal, 25 kg, in se seveda še bolj učinkovito razmnožujejo. To so čist navadni, če hočete, divji prašiči, verjetno jih poznate, torej to so ti pižamari, zelo sladke, zelo simpatične živali so. Mi smo delali kar nekaj tudi GPS raziskav, telemetrije, smo jih ljubili. Samo eno zgodbo svinje Erika vam zdaj v 2 slajdih povedal, ker je zelo, zelo zanimiva bila, odlovljena na Dobrovlah nad Braslovčami, to je planota Dobrovla, če se peljete proti Mariboru, na levi strani boste videli, Žolneško jezero. In ta svinja se tega je zdaj že kar nekaj časa, 14 let, odlovili smo nekje v maju mesecu. Te različne barve kažejo enourne lokacije v različnih obdobjih. Rumeno v prvem mesecu, maj in juni, ko je svinja bila pravzaprav neprestano na 200-300 hektarjih gozda Dobrovl, nikamor ni šla. Ta svinja v tem trenutku nobenih težav delala in se obnašala čisto normalno, kar pričakujemo, da se samice tudi obnaša. Pol se je zgodilo to, kar je zeleno. Gor in dol, tukaj so potem seveda velike njivske površine, jasno, da podnevi je bila v varnem zavetju Dobrovl, po noči na hrane na koruznih njivah in vsak dan to pot ponavljala. Potem je prišlo julija, najbolj dramatično obdobje z vidika Škot, vse rdeče lokacije na poljih, koruzi, pa si predstavljate, ta Erika ni bila sama, bila je 6 mladičev, to bila je vodnica tropa, bilo jih je več, koruza je bila katastrofa. Mi smo seveda to vedeli, to smo pač lovce obvestili, če jih hočete finančno preživeti, pejte jih pregnati, nam bi res raziskovalno, da ne, ampak ne morate zdaj. In so šli dejansko s palcem, bi jih poterali, no in potem se je ta zgodba modrih pik ponovila, ista kot zelena, pomeni, ja, po noči še vedno na hrano, podnevi pa ga. To je ena taka dost, bi rekel, detaljna, ampak vendarle čist pričakovana karta obnašanja prostorskega svinje z mladiči v tem obdobju maj-avgust. To se pa zgodilo tisto, kar nas je šokiralo. To, kar smo zdaj gledali, je bilo zeleno, nekje oktobra je pa šla svoja pot. In tako imenovana disperzija pomeni širjenje v prostoru,
ker poznamo, tudi se mogoče slabo vidi, kako je Slovenija, kako so določeni deli, torej tule nekje je tron mejo. Avstrija šla čez mejo v Avstrijo, Italija, Kranjska Gora, pa tule noter Ljubišče, tako dolgo. Čez mejo verjetno bi šla še naprej proti severu, vendar je prišla na zelo odprte površine, ki jih ni prečila, nazaj, čez Pokljuko, v Škofji Loki je bila potem po 2 mesecih ustreljena. Mi smo bili veseli, da je bila, ker je vratnica nehala delovati, smo popolnoma izgubili stik z njo in lovec kot tak, sicer ni vratnice videl, ne vem, ker sicer ustrelil ni naredil prav nič narobe, saj svinja ni naša, da bi bila, kar raziskovalci rekli, zdaj pa je ne smeta, je bilo pa dragoceno, da smo dobili potem vratnico nazaj in smo lahko rekonstruirali to pot. Z njo so šli 4 mladiči, enoletna svinja, mladiče smo z ušesnimi markicami opremljene, je ostala na Pokljuki, smo še v prihodnjem letu lahko opazovali. Pomeni, to je ena zanimiva zgodba, kako lahko divji prašiči prostor poseljujejo. Razdalje, ki so jih prehodili te živali, je nekje 500 kilometrov, če bi povezali 2 zaporedni točki. Pomeni, urne lokacije smo dobili, če bi samo ravno črte na 2 lokacijami, naredili bilo 500 km, jasno, da oni niso šli na ravno, ampak so vandali in podobno. V 2 mesecih po oceni, saj tam 2000 km, maksimalno daljnost je bilo pa 100 km. Na tak način se seveda potem geni prenašajo, pa prostor svoboda. Tu sem si dovolil 5 slajdov šakala vključiti, ravno z njim zredone objave v Science, ko smo prej omenil, jasno, ni divji prašič edini, ki ima to disperzijo tudi za šakala, je zanimivo, ena samica z našega krasa, je pa bolj tale samec zanimiv, Trstelj smo ga poimenovali, odlovljen je bil nekje na območju lanskih požarov, Trstelj na meji z Italijo, ne bom zdaj detaljno kazal, kaj je tam delal od prvega 2-3 meseca, ampak februarja po odlovu, torej 3 mesece po odlovu, je šel v pot. Snežnik Notranjski, nacionalni park Risnik na Hrvaškem, pomeni zelo visoko, za šakala sicer lahko berete, da je to vrsta nižin, da v strnjeni gozdove ne bo šel, da ga volk preganja, ta zadnja stvar je neumnost. One prve 2 stvari pa držijo, vendar držijo, da se šakali ne bodo tam seveda naselili stalno, da bojo pa te površine prečili pa z lahkoto in ravno to najbolj tudi nazorno kaže. To je višinski profil, kaj je prehodu, recimo 1500 metrov na Snežniku. No, svoje pot je potem zaključil na Hrvaškem, ampak pred tem mogoče posnetki iz Italije, kako šakal ne gre v hribe, zelo visoko lahko gre. To je čist realna slika, to je isti šakal, vendar z drugega posnetka, italijanski naravoslovci je posnel in te slike v prijaznem odstopu svizec in šakal skupaj. Livigno je dosti poznano smučišče na meji z Švico, vidite, nad 2450 metrov je lahko šel na šakal iz območja Trstelja nad Sen, kjer se tudi potem na nek način ustalil, v 14 dneh je prehodil skoraj 200 km svoje poti. Ta šakal, v tem, da je bil leta 2018 odlovljen, še lansko leto smo dobili posnetke, jasno, da vratnica ne dela več, na nek srečen pa nesrečen način ta drop-off sistem, ki bi jo mogel odvreči, ni deloval in še nosi. Njemu glava ne raste, pri prašiču bila bi to problem, ker seveda se večer sem bila začela vraščati, pa šakalu pa te težave ni. No in seveda nam je pač ta povratnica pravi, da je še živ. So pa te stvari pomembne, zopet z vidika genetike, ker mi zelo jasno vemo, da imamo v Sloveniji, v Evropi šakale v zaledju, pa kar neposredno na obali, če hočete, pomeni tako imenovano jadransko populacijo, ki so genetsko popolnoma drugačni, kot so večinski šakali, vse od Bolgarije, prek Srbije, Hrvaške, Madžarske, Avstrije do Slovenije. Gre za tako imenovano panonsko-balkansko populacijo, to je pa jadranska. Mi smo seveda od tega Trstelja vzeli vzorce za genetiko, nedvomno je bil ta balkanski šakal genetsko, ki je šel potem na območje jadranski šakal. Tudi na tak način zelo jasno potrjen prenos genov med dvema prej razumljenima populacijama, ki potem seveda po tej logiki niti populacija. Če bo koga zanimalo, lahko o tem precej tudi preberete.
Tako, zdaj mislim, da je čas, da grem počasi res proti koncu, no, ura je tle, zato še sam informacijo glede pojavljanja divjih prašičev v urbanem okolju. Vedno bolj pogosto se pojavljajo tudi v slovenskem prostoru in seveda tukaj so zelo različni izzivi, ki jih imamo. Primer iz Barcelone. Barcelona je polna divjih prašičev, tudi okrog New Campa se jih najde. Zdaj, kaj je težava? Seveda so prašiči, ki se v urbanih okoljih nahajajo mnogo bolje preskrbljeni z antropogenimi viri hrane in posledično seveda, ker so ti energetsko bolj bogati, dosegajo večje telesne mase. Neodvisno tega so to mladiči ali odrasle živali. Če se vrnemo v razmnoževalni potencial, potem vemo, da te večje telesne mase pomenijo večji prirastek, hitreje enostavno bo šlo reprodukcijo in tudi večje številčnosti. Posledično države, Barcelona je samo ena izmed velemest na B, kot je Berlin, Budimpešta, pa še kateri, pa seveda niso samo na B, kjer imajo tovrstne slike, tovrstne probleme, seveda tudi primere neposrednih konfliktov in interakcij z ljudmi. Zato delajo to. Ta kolega, ki prihaja iz veterinarske fakultete v Barceloni, niti ne zaliva vrtnic, niti ne jih ne obrezuje, ampak se gre južnoameriškega indijanca z pohalnikom streljati divje prašiče. Preprosto ne gre drugače, seveda ustreliti ga na drugačen način ne moš. Pobude, ideje o imunokontracepciji, sterilizaciji so pravljice in so seveda zgodbe, ki ne smejo biti realizirane, ker so mnogo bolj nevarne za obstoj vrst populacij, kot je pa smrt osebka, ki pa sestavni del konca, in preprosto na tak način to dela. V Barceloni z komunikacijo z javnostjo in nimajo težav, marsikje druge v Evropi so pa ugotovili, da žal ne gre drugače kot tiho v ilegali, ker so pač odzivi javnosti, ki ne pozna ozadja, toliko veliki, da preprosto je samo entropija, zguba energije pa časa za tisto, kar preprosto je treba narediti. In divji prašič v urbanem okolju pač ena izmed takih vrst, ki je tudi treba to vedeti. Jaz imam pripravljeno sicer še kar nekaj slajdov, ampak vem, da je kar naporno lahko teklo v takem vremenu, da me poslušate naprej, to je mogoče zdaj bolj, da tukaj piko naredim, saj nekaj teh ključnih sporočil, ki sem jih hotel dati, sem jih dal, upam, da saj določene informacije so bile zanimive, jaz se pa seveda veselim vprašanj in pa razprave. Mogoče kak slajd tudi kot odgovor na kako vprašanje še prileti kasneje. Hvala. Predavatelj, prosim publiko, da se vpraša. Ker imamo priliko, da z prve roke zvemo kaj divjem prašiču. Kaj pa naravni sovražniki? Evo, bom šel zdaj takoj na to, kar sem rekel, da bom uporabil slajde, ko smo jih pustil v ilegali. Samo da se naložil. Taka je zgodba. Ena izmed teh pomembnih ekosistemskih vlog divjega prašiča je tudi hrana za odpravljanje naravne sovražnike oziroma plenilce. V Evropi je tisti plenilec, ki se prehranjuje z divjim prašičem volk. Nekje drugje recimo lahko najdemo predvsem tigra, mogoče tudi rake, leoparde in podobno. Je pa dejstvo, da je lahko učinkovitost plenjenja volka pri taki reprodukciji, pri taki številčnosti pravzaprav nična. Še zmeraj je selektivno usmerjeno, recimo pri nas, in tukaj je zanimiv popolnoma nov slajd, kar zdajle je popularno dela, tudi pri nas delamo tako imenovana okoljska DNA, kjer skušaš ugotoviti v tem primeru prehranske vire na podlagi genotipizacije iztrebkov. Pomeni, vsi volčji iztrebki, ki so bili leti 2022 v Sloveniji nabrani, so bili analizirani in smo iskali v njih sledi DNK-ja plenskih vrst.
In ta graf prikazuje to v dveh območjih, pomeni Dinaridi in pa Julijske Alpe pri nas. Če pogledamo divji prašič, je seveda pomembno zastopan v prehrani volka, seveda je mnogo manj pogost, kot je jelen, tudi seveda srna, predvsem v Dinaridih je pogost, v Alpah manj, tam se pogost z drugimi prehranskimi viri hrana, ampak to gre za posamezne osebke. Divji prašič je vendarle velika žival, če bo seveda volk, tudi če bo tropo pa krdelo okol napadlo odraslo svinjo, recimo pa prašiča, merjasca, bodo takrat, ko oni potegnili ogromno tudi lovskih psov, ki so sposobljeni življenje izgubijo pri divjih prašičih, pa ne lovijo posamezno. Teda je tukaj, če bi bilo v kontekstu vprašanja, ali lahko plenilci divjega prašiča regulirajo njegov število, da se odgovarjajo, ne. Kaj pa mladiči, mladiče pa lažji plen? Ja, ampak je tudi tukaj seveda ta zgodba življenja v velikih matriarhalnih skupnostih, pomeni, tropi so sestavljeni tako, da je svinja vodnica in v tem istem tropu potem njene potomke, tudi potomci tam nekje do leta in pol starosti, samčki, in potem mladiči njeni in njihovi. In je seveda tukaj število tako veliko in sposobnost združevanja tako močne te agregacije, da se zna učinkovito obraniti. Zanimivo je bilo, recimo, pogosto se najde fotografije, tudi jaz sem osebno kdaj priložnost na terenu po zimi najde, ne v tem kontekstu, ampak zime, ja, oni so pač piramide naredili. Prvih 5 se bo leglo na tla, naslednji 4 gor, 3 gor in se enostavno grejo in se rešijo. In podobno seveda se tudi agregirajo v primeru izpostavljenosti plenilcev. Je pa res, če pa ostanejo pa brez matere, priložnost opazovati pred leti v našem lovišču, ko je mama njihova, enoletna svinja, ki je bila po 40 kg izgubila življenje, mladiči so bili že poleženi, lovec jih ni videl, popolnoma legitimno v strelu, seveda pa nismo bili srečni, ampak kmeti so pa bili, recimo. Tisti mladiči pa niso preživeli. Vsak večer je bil eden manj, so jih pa lisice poljubili, tako so bili taki mladički. Ko jih je bilo še 5, so se nekako uspeli pred lisicami, so pač jo bolj zbegali, po kaj drugega, ko so skakali, vsak večer je bil en manj. Je določeno plenjenje, je prisotno, ampak v primerjavi s prerastkom je nično. Mi imamo, kot sem prej rekel, torej registriranih naravnih izgub pri vrsti, kjer se kadavri najdejo. Ker, da bo en merjasec svinja, pa tudi če je to mladič, težko 40-50 kg, z svojo zaščito, pomeni koža, dlaka, ki je popolnoma drugačna, kot je pri, recimo, srni, zajcu, jelenu. Mesece traja, da bo kadaver propadel. In je verjetno, da bomo potem lovci našli kadaver mnogo večji, kot je pa recimo pri srni. In kljub temu je registrirane smrtnosti zaradi izgub samo 2% celotnega ozemlja, pri 98% registrirane. Dejansko je lovec tukaj edini, ki številčnost tako ali drugače lahko regulira, žal pa, kot kažejo podatki, dosti neučinkovito. Tukaj se vsi strinjamo. Tudi jaz pri tem, da, ko sem na začetku rekel, vedno se bom v vlogo advokata vrste postavil, ki dejansko je pomembna vrsta, in res ne maram, ko se v tem raziskovalcu skupaj dobimo, pa bomo pa samo poslušali škode, konflikti, so, ampak ni to edino. Ampak tudi jaz se seveda globoko zavedam, da mi moramo ne samo zaustaviti to rast, če sploh možemo pa številčnost zmanjšati. Sicer se nam bo v Evropi zgodilo to, kar sem prej rekel. Avstralija, Teksas, bil na dogodku mednarodnih konferenc, bil je že 4 leta nazaj, eminentno avstralski profesor, ki je pa sočasno tudi seveda prek spin-off podjetja lastnik tovarne strupov, če hočete, ki zelo sistematično na znanstvenih osnovah dela. Ampak on ni mogel razumeti, kako ga mi nočemo v Evropi poslušati, da njegovega strupa pa ne rado. On je celotno zgodbo predavanja večera temeljil na tem, da bom je razlagal, kako so učinkoviti, kako lahko, ampak samo tako lahko. Še enkrat, invazivna vrsta je tam, pri nas je pa domorodna vrsta in to je ta osnovna zgodba, ki pač moramo razumeti in jo marsikdo javnosti težko razume. A kakšna kontracepcija, da bi nekaj nastavila ali pa ne pomaga? To je ta zgodba, ko sem prej rekel. Se razvijajo določeni pristopi. V Angliji je
en inštitut, vodi te projekte kolegica Giovanna Masej, zelo bi radi, pa ne samo za Divje prašiče, tudi za golobje in podobno. Ne. Pridemo pa do tega čist konceptualnega problema in težave. Torej, tudi če bi funkcioniralo, tudi če bi lahko bili selektivni, ne, če bi hoteli, da delujejo tam nekje za odvisno vrsto do vrsto, ampak nekje 60-80% osebkov, ki so reproduktivno sposobni, recimo, če se gremo v tem primeru samo na samice, bi morali dobiti svojo dozo, da bi lahko kaj naredili. Pri divjem prašiču smo rekli, reproduktivno sposobne že 6 mesecev stare, samice pomeni vse. Ne. Je z vidika izvedljivosti pravzaprav skoraj nemogoče. Ne. Drug vidik je pa zame osebno še bolj pomembno, ne, pa to, kaj če bi pa bili učinkoviti, kaj bi mi s tem naredili. In to pridemo potem pa do tistega v družbi res osnovnega spora, dojemanja, tek po eni strani upravljanja, po drugi strani pa našega odnosa do smrti. Ne. Tudi jaz, seveda, kot človek, kot vsi, se smrti bojimo in jo težko sprejmemo. Ne. Iz tega vidika potem vidimo dramo, ne. Boga nutrija, vse je Boga. Ne. Pak z odstrelom ali pa kakršnokoli drugo metodo smrti osebko, ne, bomo mi za populacijo, za preživetje naredili mnogo več, kot pa če bomo mi reprodukcijo zaustavili. Ne. In res je nenavadno, ne, včasih grem jaz tukaj nekje do roba, ker javnost lahko potem to sprejme tako ali drugače. Ne. Nesreča, recimo avtobus grejo prepadne, potem poudarimo med 30 žrtvami pa 2 otroka. Ne. Ja, seveda, ne. Pri živali bi pa hoteli to za 180 stopinj okoli obrniti, pa reči, da pa uničimo otroke in niti ne dovoliti, zato da odrasli ne bojo življenje izgubili. Ne. Z smrtjo osebkov ne bo nobena populacija propadla, ne, razen če bi prišlo do katastrofe, seveda. Z onemogočenjem reprodukcije pa z lahkoto. In imamo primere iz prakse, ki so povezani z drugačnimi dejavniki smrtnosti, recimo onesnažila, verjetno poznate, DDT je bil včasih seveda Nobelova nagrada za njega, zakaj? Zato, ker ni bil letalen za sesalce, vključno z človekom, ne, se je pa kumuleral. Ne. Ja, ljudje so mislili, da so magično sredstvo odkrili, kako bojo zdaj zatirali z komarji prenašajoče se bolezni, kot je malarija in podobno. Pa so pa s časom ugotovili, ne, in ameriška ekologinja Rahel Reč je tudi lepo knjigo Tiha pomlad napisala, kako recimo na britanskem otočju so začele ptice ujede izumirati. Prav zaradi tega DDT-ja. Ja, če bi se posamezni orli postovke zastrupili, ker bi kadavre jedli, bi oni izgubili življenje. Vrsto je postavljene. Zgodilo se je pa to, da seveda zaradi akumulacije pesticidov so se jajčne hepatite prešale in ni bilo pomladka. In ker ni bilo pomladka, seveda vrsta ni mogla preživeti in primerno populacijo. Popolnoma ista zgodba je kontracepcija, lahko je na nek način simpatična, ker imamo ta občutek, da ne bo treba živali pobijati, pa ne bo krvi, ne? V bistvu smo pa dejansko kar veliko problemov naredili. Ne? In ne nazadnje, potem prideš tudi do teh vidikov, ko jih jaz tudi težko razumem, ne, ko gledaš potem te teksačane za helikopteri, ki z mitraljezom streljajo in se tudi poberajo, ne, prašičev, ali pa Avstralci, ko izstrupijo, ne. Kaj pa s tem narediš, pustiš, ne? A ni mnogo bolj smiselno kar nekaj 100 ton res zdravega, kvalitetnega mesa uporabiti, pa da bomo rekli, da raj nimamo zato, da bi bo v bistvu potem pomagal. Seveda pa lahko vsak posameznik ima svoje zadržke in pomisleke do tega, ne? In dodate k zgodovini, še nekaj pred Varazorjem. Delali smo, obdelovali smo subfosilne živalske ostanke z Ljubljanskega barja, s kolišč. Celo vrsto serijo od Dežmanovih in naprej. In predvsem v Dežmanovih koliščih in ostankih smo odkrili ravno tako divjega prašiča in domačega prašiča. Oboje. Oboje je imel že vključeno v svojo hrano. In tem, ko so goveda pa ovce se glede na klimo, na vremenske okolja spreminjali. Dobra trava, več govedi, suša same ovce in koze. Medtem ko je pa rast, ne, ali pa število gojenih ali pa ulovljenih prašičev pa vedno rasla. Enako kot bobri.
enako kot bobri. Bobri tudi niso bili na klimo, čist nič videli, niti prišičine domačine. Ni šlo samo gor, ne? Ja, tako da... A smem izkoristiti priložnost pa? Lahko še to priključite. Seveda, ja, mi se zgodine, seveda še precej nazaj, tukaj pa je bilo to, tisto, kar samo mi imamo, pa še tisti pred nami. Kako ste pa kaj Kozoroga zaznavali, a vas lahko to vprašam, ker imamo mi zdaj en zanimiv izziv, kaj je s Kozorogom v Sloveniji? Je bil prisoten v preteklosti ali ne? In seveda določene arheološke najdbe kažejo tudi zdaj iz srednjega veka, da je bil prisoten predvsem na Tolminskem. Ampak na Ljubljanski barju je pa veliko podatkov. Ja, za Ljubljansko barjo, jaz sem sama delala. Od profesor Rakovec je pa to že prej začel. Jaz sem samo eno možnost imela, da sem za njim nekaj naredila. Pa potem z Bergantovo še naprej, 10 let. Tako da, bom to dal to. Ja. Dobre grafikone smo lahko delali. Zdaj je to kemija pa umetnost zraven, je čist nekaj drugega, ampak tista ruralna plast je pa taka, nekaj moraš jaz. Niso si znak priskrbeti. Kako se pa drugače varujejo pred Prešičem, polje pa to? Ja, to je tudi zanimivo vprašanje. Zdaj tako je, da mi smo se s temi problemi kar precej ukvarjali, zvočno vračala, različno sprovali. Vedno je stvar alternative. Če, recimo, koruzna njiva, lep primer Kočevsko, Livl, tam je 10-15 hektarov velika njiva, pa je to ena redkih, če ne skar edina na Kočevskem, tam lahko, jaz karikiram, če tudi bombe postaviš, ko ga pač prešli, jaz še nikar hrano. Isto vračala, ki smo za Savo uporabljali na majhnih njivcah, hektar, dva velika, kjer je obravno nezaščitenih njiv bilo, so me lovci klicali, da 1000 evrov se mu pa pešpalo. To je zelo kratko trajen učinek, ampak lahko. Električni pastir je edino, kolikor to, da rečem, zanesljivo odvračalo, če je seveda primerno postavljeno vzdržan. Tam, kjer se postavi električni pastir, vsaj 2, praviloma 3 žice, kjer se skrbi, da je napetost skozi motor, mora biti prva na višini tam nekje 30 cm največ, da mladiči ne bodo šli, potem više, da bodo odrasli, to pa funkcionira. Zopet, če do vse njive zagrajene, pa vsi travniki zagrajeni, tudi električni pastir ne bo funkcioniral, ko pač Prešiči ne morajo nekaj več. Vsi pa ne delujejo. Vsi pa ne delujejo. Sej, lahko seveda lajajo, zelo inteligentni so, zelo hitro se učijo, jasno, če ni posledic, potem ne delujejo nič. Elektrika pač ima to srečo, da če je napetost noter poudarila. Je pa res, da je zanimivo, tudi potem seveda lastniki, ker ni problem pastirja postaviti, že to je strošek, problem ga je pozdržati potem, od kvašne trave do potem seveda akumulatorja, napajane. In se ima seveda zgodi, da pastir stoji, poštekam tam, Zdaj se Prešiči previdno, ampak ko bo enkrat pogrunto, ga tudi v tem primeru Prežica ne bo ostalo. Tudi potem tam, ko pa bo elektrika, nekaj se bo navadilo, da gre skozi. Kaj pa njihova agresivnost v urbanem okolju? Agresivnost Prešičev je primarno povezana z, seveda, kot pri vseh vrstah njihovim strahom ali pa izpostavljenost nevarnosti. Jaz sem osebno doživel poljskega zajca, ki je ugriznil lovca. Da je hranjega prilnega šansov, nutrije vetene na Primorskem Kopru, kar nekaj je bilo napadlo. S Prešiči je podobno. Morda celo manj, ker se jih ljudje bolj bojimo, in potem ta fizična interakcija zaradi nas manjša. Jaz se ne predstavljam veliko ljudi, da bi delalo to, kar smo lahko videli z nutrijo. Pomeni, tega ni. Je seveda nekaj napadov, večinoma so pa ti napadi, tudi so lahko hude posledice, tudi smrtni primeri so povezani z ranjenih Prešičev, povezani z iskanjem zastreljenih Prešičev, takrat je pa seveda problem. Masa je velika, čakani so seveda kot bodala in je dovolj, da samo tule prerežejo, v bistvu ne pa dane žilo. Je vsako leto v Evropi, vsaj tam recimo 3-4 primeri, predvsem lovcev, ki izgubijo življenje. Sicer pa, da bi bili pa napadi v normalnih razmerah, pa ni. Vi se ne morate predstavljati, kolikokrat ste morda šli mimo divjih Prešičev, ki so bili nekje v enem Grmičevju, pa ste šli po tej športi. Pojma nimaš, da so tam.
A je, mogoče sem preslišala, a je kakšna ocena, koliko je zdajle v Sloveniji divjih prašičev? Vemo samo za odvzem, koliko? Vem, da čez 3 leta to ne bo več držala, ampak recimo nekako grobo ocena. V bistvu, če za katero vrsto bi bilo nemogoče podati prav prašiči, zaradi načina življenja, zaradi grupiranja, zaradi seveda potem vseh teh prostorskih elementov. Niti trudimo se ne vemo. Vemo pa, da je lahko letno priraste tam 350%, vedno seveda, in to tudi v javnosti včasih tudi pozorni, ko se kakšne številke pojavljajo. Seveda vse so ocene, to je prvo kot prvo, nihče ne ve, koliko je. Če pa že, recimo, da bi bile približno zanesljive, se nanašajo na obdobje pred poleganjem mladičev. Govorimo o teh tako imenovanih spomladanskih številčnostih. In zato potem seveda včasih do zaskriže, ki je lahko pa 350% več, se jih ne more biti. Ja, na to osnovno številko. Se pa trudimo zdaj v zadnjih letih, ker seveda nova tehnologija omogoča marsikaj, ne za ugotavljanje številčnosti, pač populacijski dostop na podlagi fotopasti, različni algoritmi so, ki temeljijo na hitrosti gibanja živali, na številu posnetkov in lansko leto, to kar sem prenakazal, 2 lovišči, pa nisem potem slabo pokazal, smo vključili, tukaj so gostote ocenjene od 5 do 10 osebkov na kvadratni kilometer, kar je blazno veliko za naše razmere. Če imate v mislih, recimo, da so bili neki izračuni manj kot 1 osebek. Ampak to je ta del, Primorska Kras. V isti študiji, ki je potekala v 37 območjih po Evropi, pravzaprav vseh državah, za izjemo Ukrajine, Belorusije in pa Rusije, so bile večinoma gostote še više. So pa res zbirali območja, kjer pač je za začetek nekaj povedči za preliminarne stvari, verjetnost posnetkov bila velika. Jaz prihajam iz območja Šmartno-Paki, kjer prašiči so, ampak ne pogosti. Če bi mi kdo rekel pred leti, da boš kar tek postavil 36 kamer, kar nekaj. Drugo je, ko lovci seveda postavijo na stečine, na kaluže, na krmišče, tam seveda ostane posnetke. Ampak metodologija ugotavljanja gostot temelji na stohastiki, pomeni čisto mreža, ki je dana z neba, če hočete, in včasih res popolnoma nemogoče situacije postaviš. Na skoraj vsaki kameri so prašiči posnetke. Pomeni so, pa jih ne zaznamo. Tam kot je po veliko. Teda, zdaj, če je odstrel letni rezultata velik, recimo tam nekje okrog 18,000, potem je v tistem letu vsaj nekje 40-50 divjih prašičev v Sloveniji živelo. Ampak to je takle, čez palec. Pa konkurenca medveda in divjega prašiča, ko je sezona na višku? Tak je, oba dva sta seveda zelo vsejeda, sta pa seveda prostorsko zelo raznolike vrste. Pomeni, ta, kako rekel, topični del bivalne niše je različna. In seveda bi konkurenca se lahko zgodila pri iskanju hrane, predvsem na krmiščih, ki pa to je še zmeraj v javnosti se zelo problematizira krmljenje. Zopet, pozabljamo pa relativne primerjave. V primeru krmljenja divjadi v Sloveniji je tako, da je zimsko dopolnilno krmljenje prepovedano. Divje prašiče po zimi, da sem zlagal, če nekaj, da jih po zimi ne smemo krmiti. Po zimi jih lahko krmimo, vendar ne na zimskih krmiščih, ki so namenjena lažjem preživetju živali, kjer je vse rumeno hrane, kar lahko najdemo od Madžarske do Luksemburga. Po zimi se jih krmi zgolj z namenom privabljanja, da se jih lažje odstreli. Lepotno je zapisano noter in opazuje, ampak to prijavljano krmljenje povsod po Evropi je namenjeno zgolj in izključno odstrelu, ker to je edina možna pot številčno strepoleta. In je to krmljenje omejeno na 2 kg koruze na dan na krmišče. In ne boste verjeli, inšpektorji to kontrolirajo. Če ne bojo kontrolirali ljubljanskega barja, pa onesnaževanja, pa aflatoksinov in podobno, količino krme pa kontrolirajo. Kazni 4200 €. In seveda so zelo redki tisti junaki, ki bi to presegali. No in da vam zdaj povem konkretni primer Šaleške doline, recimo, območje, kjer je Ja, to ste si vrnali. Mi pokrmimo na 2400 hektarov velikem lovišču letno maksimalno 400 kg koruze, 400 kg.
ko inšpektor, tudi prvič videl, da imam prišel kolega moj, ki je magisterij pri meni delal in je hotel najprej tek off the record videti, je se najprej prebral ton, ne, in je pol določeno stvari začel sprašovati. Ko je videl količino, smo se nehali pogovarjati. Ne. 400 kg koruze je 5% hektarskega donosa njive, ne, na 1 hektaru. 400 kg koruze kot škroba, ki je ekvivalent kostane, si upam podpisati vedno, da je manj kot 10% iste hrane, ki jo ljudje v eni nedelji iz gozda na te površine odnesejo. Krmenje je popolnoma nepomembno. V javnosti se ga pa veliko dramatizira in se ga v bistvu potem kot ta vidik vplivanja podarja, zato ker ga lahko s tem manipulirate. To vas res prosim, kot v bistvu rekel, intelektualce, kot v bistvu gledam vsega, če boste te stvari kdaj zaznavali, ne jih sprejeti, vem pa, da se ne boste s tem ukvarjali, da bi na njih odreagirali, to je pa malo nas. Jaz iz Cerkniškega polja vem, ne? Tam se pa kar srečuje slivojevar, ne? In vem od sosedov pa kmetov, ne, ko smo tam med njimi, ne, je ostanejo tudi brez krompirja. Prej iz njive, ne vem, je 200 kilogramov krompirja, ne pravi za družino, za dost, ne, nima pa 10 kil stane. Ja, prašičev glavni problem, ki je dober, po eni strani krompir, po drugi strani vinogradi, ne. Tisto, kar je največji konflikt, so pa ritine, travine, ampak te ritine so bolj psihološki problem, zato ker tukaj je ogromno koristi zraven, je pa res, tudi jaz, če si lastnik, ne, ko priješ zjutraj, pa vidiš vse je razlito, te razjezi, ne. Greš to sanirati, ok, potem ne boste verjeli, ampak prašiče bo točno na istem mestu zopet rili, ker tam je vir hrana, ne, pa seveda pride do tega, da je slaba voda. Ekonomsko bo popolnoma res nepomembno, za razliko od koruze, krompirja, vinogradov, kaj, to se da plačati. A smem se vprašati, a ste dobili kakšne take informacije, da je bilo zanimivo, pa da je bilo vredno poslušati to predavanje? Potem, hvala.